Zdravo, Jure tukaj, mehanik avta. Ravnokar se nahajam v trdnjavi Pilatesa z Barbaro Prestora in čakajo me muke, kazen za vse, kar sem rekel. Tako da upam, da preživimo. Tako da gremo naprej. Pilates nas čaka. Upam, da moje telo zdrži. Gremo. Je tukaj. Lahko vstopimo. Pozdravljena, Barbie. Se ne bo nič nevarnega, ne? Tukaj me čaka preizkušnja mojega telesa. Ja, ne vem, je tako, ker zdaj v teh časih, sicer ne iščem izgovorov, ampak nisem ravno v najboljši formi življenjski, ampak bova provala, kako se moje telo zdrži tudi pri Pilatesu, oziroma če bom dober učenec in če bom dobro absorbiral tvoje znanje. Tako da sem pripravljen sprejeti izziv in biti tvoj učenec danes. Tako da, kaj si pripravila za mene, kakšne izzive in kakšni izzivi nas čakajo? V bistvu bova najprej poskusila reformer. To je tale napravica tule zraven tebe. Tukaj po navadi pač vsaka prvič pride, ga najprej dam tle gor malo, da vidim, kako se giba, da v bistvu dobi občutek, kako naprava deluje. Pol se pa v resnici na prvem treningu bolj spoznavamo z določenimi stvarmi, tako da v resnici se bom majčkeno odzivala na to, kako se bo tvoje telo obnašalo, tako da ti težko že vnaprej povem, to pa to bova delala, bom videla, kako se bo telo obnašalo, pa se bova sprot dogovorila. A te kaj več zanima o tem? Mogoče, zakaj se delajo stvari na tleh oziroma v leže, zakaj ne v stoje? Od začetka je precej lažje delati v leže, zato ker sila teže deluje navpično na telo, kar pomeni, da je pač precej lažje vzpostaviti neko aktivacijo v telesu, tudi precej lažje se stvari začutijo. Tako da reformer je v bistvu bil, Pilates ga je naredil ravno z namenom, da je v resnici naučil pač nekega osnovnega gibanja in ga pol predstavljal po drugih aparatusih, da se je telo izpostavilo še nekim drugim situacijam, kot so pač pokončne stave in tako naprej. Dela se z vzmetmi, a ne? Tako da v bistvu glavni smisel pač je, da v resnici delaš najprej proti vzmeti, ko pač se kočija, to je ta del, na katerem ležiš, zapira, v resnici želiš kontrolirati zapiranje vzmeti. To pomeni, da v bistvu telo izpostaviš tako imenovanemu two-way stretchu, ja, kjer v resnici še vedno, ko zapiraš, imaš občutek, da kočijo ti ščiš navzven, medtem ko jo zapiraš. Na ta način dobiš neko elastičnost v telesu in si zagotoviš, da se kočija lepo nežno zapre. To boš zdaj lahko sprobil, ko se boš gor ulegel. Od začetka se dostikrat zgodi, ko ljudje še ne kontrolirajo dobro gibanja, da v bistvu kočija buta, a ne? Zdaj pa cilj je, da jo do konca zapreš, ampak tako, da je čim manj slišno. Tako da to bova v resnici zdaj sprobala. To napravo je prav Pilates naredil? Tole ne konkretno. Tole konkretno ne. Je pa narejena po njegovem reformerju. Mislim, to jih je on delal? Ja, dejansko jih je izdelal. Izumil in skonstruiral. V bistvu s tem, da je zadovoljil pač različne potrebe teles, je pač tekom svojega življenja izdelal več aparatov, s katerimi si je pomagal naučiti oziroma pozdraviti telo, pač tako, da se je začelo bolj funkcionalno gibati. Dobro. Ker gremo v akcijo, manj besed, več dela. Torej, tele lučne stopatke vedno dol. Tole daj dol, pa če se ti dala, da še nogavičke dol. Aha, tudi to, dobro. Bova dala. No se verjetno bo kar vroče, tako da slejko prej postalo vroče. Zdaj pa tako, tole je headpiece, tle gor bo šla glava, se pravi, usedel se boš tako od strani gor in se boš lepo z glavo not ulegel. Dobro. Tako. Ja, mačkanje je od začetka malo prostora, dobro. Zdaj bova dala pa prste na prečko. Tole nekam. Tode, ja. Prste na prečko. Prste na prečko. Čist ta del, kjer imaš prehod med prsti pa stopalom, prav na tem delu jo moraš čutiti. Tako. Mačken oži del stopala, pa pete skupaj. Še nižji. Nižji še? Torej skoraj na prste? Čist na prste. Aha, čist na prste. Ok. V redu. Zdaj boš pa odrinil oziroma odprl kočijo ven. Pa zaprl nazaj not. To je vse, kar delava. Se pravi, začela sva s footworkom, to je ogrevanje, s katerim se začne reformer.
pač zdaj si naredil tako, kot večina ljudi, ki se prvič uleže, zdaj bi pa rada, da se začneš kar gibati. Se pravi, pozab to, da je pilates počasen, pa greva ven pa not. Še hitreje. Odrini, pa zapri do konca. Pa odrini, pa zapri do konca. Tako. Ven, pa not. Pa greš ven, pa greš not. Kar greva. Ja. Ker greva hitreje, poskusi se ne ustavljati, ne zunaj, ne notri, tako da dobiš en tak flow. Ja. Tako. Ja, in vsakič, ko zapiraš kočijo, si predstavljaš, kot da prečko še vedno odrivaš. Tako, kar zapriva do konca, Jure. Ja, čisto na koncu ostaneta 2 centimetra, ja, klikne, pa ne preglasno. Zdaj pa poskusi v bistvu toliko odrivati, da boš čutil, da se nežno zapira. Vse je zelo v redu, kar greva. Ven pa greš not, pa potisneš, povlečeš, potisneš, povlečeš. Zakaj je to pomembno na začetku delati? Zato, da vsak posameznik dobi najprej občutek, kako sploh naprava dela. In v resnici je ta footwork na začetku en način je ogrevanje, drug je pa to, da v bistvu prideš v telo, da se umiriš, da dobiš fokus. Ok, zdaj sva jih malo več naredila, kakor jih je, stoj. Greva na sredino stopala, na lok. Okay. Prstke dol, noge imaš normalno, sporedno in greva. Ven in greš not, in greš ven in greš not. Tako, super. Ja. Ne zaklenem čist, ne? Ne zakleneš, odrivaš. Odrivam, tako je. Ja. V bistvu stegneš do konca, ampak ne razmišljaš, da ustaviš zunaj. Ampak skušaš res do konca raztegniti telo pa nazaj not, kaj jojo. Še malo stega noge, še malo odrin bolj, tako da se bo koleno vse mčken tako. Evo ga. In zadnja. Ostaneva not, greva na pete, Jure. Se pravi, daš na pete, zategneš stopala nazaj v flex in narediva zadnjo. To so zdaj heels, ne? Ja. Torej na petah. Zadnji del footworka. Ven pa greš not. Ven pa greš not, pa greš ven pa greš not. Tako, super. Bravo, no vidiš, kako ti gre že v redu. Mislim, se je zelo podoben, moram reči, leg press mašino, drugače. Ja, v resnici. Na nek način je pač ležeč počep, ne, recimo. Je pa res, da ja, zaradi teh fedrov, ne, je upor na začetku, ne, ker je v bistvu najtežja kontrakcija, je najmanjši. Pa se povečuje, bolj ko se jaz iztegujem. Ja. Ker je v bistvu obratno, kot je pri, recimo, prostih utežeh. No, vidiš. Ostan noter. Greva nazaj v prvo pozicijo. Prsti gor, pete skup. Se pravi v V. Tako, kot si bil čist na začetku footworka. Aha, to, ok. Tendon stretch je naslednja vaja, stegnil boš noge ven in ostaneš zunaj, iztegnen. Torej, čist iztegnem. Do konca greš. Tako. In zdaj boš potisnil pete pod prečko. Tako. In jih boš dvignil nazaj gor. To je vse, kar delaš. Aha, torej v bistvu kot nek... Ja, počas gor. Kot nek trening match, ki to ni, vsaj ne v klasični obliki. Kar zdaj hočeva doseči je to. Peta gre dol, predstavljaj si, da jo na neki prelepiš in jo potem težko odlepiš. Zdaj te že malo prsti bolijo, ne? Ja, mačkaj. Ja, ok. Začetka se to dosti hitro pač valjda pojavi, zaradi tega, ker nismo navajeni s tem delom toliko delati in so prstne strukture precej... Torej, jaz kaj peto čist prostim, da se hilova tetiva čist raztegne. In potem, da bi pete težko odlepil gor. Tako. Pa dejva še 3 narediti, da ne bo preveč. Tako. Se pravi, kar s tem dobiš ena taka elastičnost v sklepu. Ni fora, da ga zategneš do konca, ko dvigneš gor, ampak skušaš s tem, ko se upiraš dvigu, razbremeniti sam gleženj. Ja? Ostani zdaj s petami gor, pokrči kolena in zapri kočijo. Ok. Si v redu? Zdaj pa tole sem mačkam bolj sem dala, zato bova začela. Se pravi, prvi del so delale samo noge. Zdaj greva na prvo ogrevalno vaje, 100. In tako se imenuje zaradi tega, ker gre za 10 dihalnih vzorcev, po 5 vdihov in 5 izdihov. Oziroma, 5 udarcev je vdih, 5 udarcev je izdih. Ne bova preveč, ker načeloma tega sploh ne razlagam. Zdaj razlagam samo zato, da boš vedel, za kaj se gre. Zdaj pa takole. To ponavadi narediš sam. Primeš prečko zgori, primeš prečko spodi, dvigneš oboje gor in prečko spustiš. Spusti dol. Tako. Zdaj pa potegni obe nogi ven. Sem ven potegni in jih stegni.
Tako. Okay. Okay. Naučila sem te prehod. Ne, sem mislil, da bom s tem, ki je delal. Ne, nič ne boš delal. Okay. Zdaj se pa sam malo nižji pomaknem to, da ne boš čist na rame gor nabit, zato da se boš lahko normalno dvignil, ker zdaj greva pa na zgornji del telesa. Dobro. Tlele zadnji, imaš ročaje. Dobro. Še unga tam vzami. Ok, stegni roke gor, napni trak, stisni noge skupaj in jih podaljšaj proti meni. Okay. In zdaj, kar bova naredila je, pritisnem v trak, da dvignem glavo gor in ostani gor. Yes, roke pridejo do bokov. Tako. In zdaj začneš udarjati z ročaji. 1, 2, 3, 4, 5 je vdih, 1, 2, 3, 4, 5 je izdih. Tako. Glej v svoj popek, tišči roke in noge proti meni, skušaj udarjati še malenkost niže in malenkost hitreje. Glej v popek. Predstavljaj si to, kar si delal pri footworku, da prečko še vedno odrivaš, čeprav jo ne. To je zdaj to, kako se vaje med sabo nadgrajujejo. Naredila sva footwork, tam sva se naučila odrivati prečko in zdaj uporabljava isti rič kot prej, zato da... Tako. Zato, da v bistvu so noge podaljšane. Tako, kar še udarjaj. Greva še nižje, da bo večji zamah. Kar fajn zalaufaš mašino. Tako, evo te. Vdih na 5. A se mora sanke premikati, ne? Ne, v bistvu hočeš, da se ne premika. Če delaš dobro do znotri, bo ostala primer. Od začetka se rada premika, ampak pač to je stvar procesa. Ok, počasi popusti. Priznam, da nisem zdaj štela, če jih je bilo res 100. Ampak ni panike, počasi popustiš, glavo odložiš. Ok. Si v redu? Ok. Zdaj pa dej iz ene roke ročaj v drugo roko, tako da boš imel oba ročaja v eni roki. Se usedi. Ja. Zdaj ti pa jaz pomagala, veš, kaj si tlele prvič. Dej takole. Prim. Spust. Prim. Stop dol. Primi ročaj, zdaj pa naučila naprej. Zdaj vši do to. Ne, nič se ne obrači, kar tlele prid k meni. Ok. Tole prim. Ok, glej. Zdaj boš dal pa, ne, kar svojega drži. Tole usnjeno zanko. Usnjeno zanko pa lesen ročaj boš dal skupaj. To je tako old school scena. Old school, ja, vidim vse. Ok, vidiš? In zdaj boš vzel črn trak in ga boš dal skozi oboje noter. Opala, pa poskus, da ti ne pade dol, kaj meni. In zdaj boš to sponko lepo zapel. Se pravi, delamo tudi za fino motoriko. To je del treninga. Jaz ne nastavljam naprave svojim vadečim, ampak si sami vse pripravijo. Tako je, ja. Ok, naštimaš tako, da bo tale sponka pri okvirju. Sponka pri okvirju. Tako. In zdaj pojdi nazaj gor. Oziroma pred tem bo še eno vzmet odpev. Vzmet odpenjaš tako, da jo primeš za trup, tle primi in odpni dol. Tako, to je to. Se pravi, naslednjo vajo bova delala z 2 vzmetema, vedno imamo določeno, koliko vzmeti je, vse vzmeti so enak težke. Zdaj se boš pa nazaj lepo elegantno ulegel. Tako. Ja. Ja, ok. Tako. In zdaj se seliva na drug del, ko začnejo noge delati v strepih. Se pravi, začela sva s footworkom, potem sva naredila 100, kjer so bili strepi v rokah in zdaj se seliva tako, da bojo šli strepi na noge. Ok. Lepo se ulež. Zdaj pa bova takole naredila, zato ker si čist prvič, da se ne boš lovil, odrini ven. Ti bom jaz malo pomagala. Prav? In moram zdaj Zdaj boš dal desno nogo v strep. Zato sva jih tudi podaljšala. Pritisni v strep, zagrab drugega tam na uni strani, visi ti na unem mehnem šravku. Tako. In si ga dej na drugo nogo. Ok. Dobro. Pokrč kolena. Pokrč kolena k sebi. Odpri, toliko, da boš imel toliko prostora. Pokrč jih čist noter. Tako. Pokrč. Stopala so skupaj, drži. Kolena mačkem bolj zapri. Rokce dej ob telo. Ok. Poskus čist not potegniti noge. Mačkem boljše. Čist k sebi. Mačkem ti bo tako. Nagnil medenico. Zdaj pa greva direkt ven proti krogom pritisniti. Se pravi, noge boš potisnil ven in jih povlekel nazaj not. Tako. In nazaj not. Prste nič ne potiskam. Tako imaš malo v špički, nič ni treba pretiravati pretirano. Skuši čutiti, da v bistvu potiskaš nogo v dolžino preko strepa, tam, kad čutiš strep. Tako. Okay. Zdaj greva pa hitreje. Se spomniš, kako si delal footwork?
To hitro. Ja. Ven pa greš, not pa greš. Okay. Zdaj pa poskus ne stegvati nog, se pravi ne silo delati, ampak potisnem nekaj stran. Potisnem, povlečem, potisnem, povlečem. Skušaj ohranjati elastično nogo, tako da na koncu ne zategneš sklepa, ampak čutiš, da skozi... Ja. Hop. Okay. Poskusi razmišljati o isti točki z nogami, Jure. Kada bi v mojo glavo potisku in od moje glave vlekel. Torej stopala skozi v isti. Tako, skozi v isti liniji. Bravo. In potegn do konca not. In zadrži zunaj. Okay, zadrži zunaj. Zdaj bova pa krožila. In ven. In dva. Tako. Skušaj iti ne prenisko z nogami. Skušaj razmišljati, da kar želiš začutiti, je, da podaljšuješ noge ven iz želočka. Tako. Bravo. Tako. In zdaj bova zamenjala smer. Hop. In ven. Ja, ne preveč dol, ampak ven. Podaljšujeva noge. Točno to. Ja. Super. Hop. To. Še dve. Ok. Pokrči not. V redu. Primi ta črn strep. Snami ga dol. Daš nogo na okvir, čakaj, dajva drugega. Ok. Zdaj bova pa črn strep odpela. Vstani v leže, pazi sam, da si na glavo ne vržeš. Ta črn šponko odpneš, ročaj primeš in ga za glavo črnga vržeš na tla. Pazi. Ja. Ok. Vrži not. Tako. Zdaj bi prišla še ena vaja coordination, pa jo zdaj ne bova delala. Tako da bova tele tudi noter vrgla, boš vstal. A se da na teh napravah tudi kakšne stvari, s kama sutra delati pa take stvari, ki tako malo zgleda, lahko tako take zanimive poze prideš. Ja, ljudje najbrž lahko na vse možne načine uporabljajo mislil, svojo domišljijo. To je diplomatski odgovor, sem mislil, da smo že kaj probali, ampak okej. Ne vem, če je dosti prostora, ampak okej. Mogoče boš lahko ti poskusil, greva not. Okej. Zdaj se pa usedi. Osedi? Ja, usedi se, dvigni se gor in bova zdaj namestila samo eno vzmet na sredino. Zdaj bova probala pa en del ekstenzij. Tako da boš dal eno vzmet na sredino in zunanji dve vzmeti dol. To sem. Tako. To damo ven. Ok, dobro. Super. Poglej, zdaj imamo pa tle zadnji tole škatlo. No, pridi. Sorry. Ko te toliko šetam, primi škatlo. To je vse del igre. To je vse del igre, ja, tako je. Tole škatlo. Ja, se pravi, s tem vadimo tudi pobiranje bremen, a ne? Ja, primeš in odložiš na reformer. Zdaj dobiva več prostora, da se lahko leževa na trebuh, je res? Se pravi, takole se boš postavil, gledaš v to smer, roke boš dal ob strani in se boš ulegel s trebuhom gor. Glava pa gleda čez. Ja, tukaj čez bo gleda. Ramo boš dal na zgornji rob. Ok. Tako. Bo šlo? Bo šlo. Lahko si ga daš tam, ja, na rob. Takole, ja. Takole. Ok. Noge stisni skupaj. Zdaj boš pa prijel trak tukaj za osnem del. Kar zagrab ga tlele. Pa še ta drugega. Ok. Pa dej ročaje ven na tla. Tako. Čakaj. Drži ga. Zdaj pa pedi s palcem čim više gor. Takole ga boš držal. Tako. Štima? Jup. Roka mora biti na začetku rahlo, vse bo rahlo dvignjena in rahlo na zunanji strani. Noge stisni. Zdaj boš pa takole. Tukaj začneš, potegneš dol in nazaj in dvigneš prsni koš. Yes. In po isti poti spuščaš nazaj dol. Roke grejo ozko, se pravi ob okvirju, v obe smeri. Stisni noge, povleci, da dvigneš in ob okvirju dol in naprej roke. Ne široko rok spušča dol, ampak ozko. Se pravi, tukaj greš dol, no, kar pet. Tako, in po isti poti nazaj. Tako, ok. Poglej naprej, ko se dvigneš in raztegni, da greš dol, kar pet. Zdaj, če razmišljava z vidika two-way stretcha, o katerem sva se prej pogovarjala, noge tiščiš nazaj, iz spodnjega dela trebuha se razteguješ naprej. Se pravi, ob dvigu nočeš, da se noge preveč dvignejo. Zdaj greva pa majčkeno hitreje, Jure, tako da ne bova predolgo čakala gor. Ja.
Bodi pozoren, da ne padeš takoj dol. Predstavljaj si, da greš najprej naprej, zato da greš dol. Se pravi, da telo ostane tudi pri spustu raztegnjeno, noge tišči nazaj, pa se ti tudi ne bojo zatikale tam not. Povleci, da dvigneš in raztegni, da greš dol. Ok, stoj, dobro. Pojdi s palcem, tle si že mačken držal podrl, palček je skozi tle zgori, lej. Takole. S palcem do netkov. Ja? Dobro. Se pravi, drž palc tle. S tem usmerjaš smer, traku. Dvigen roke gor v tak T. In zdaj so tukaj. Princip je enak, samo da roke potujejo na tej višini. Nazaj, da dvigneš. Tako. In na isti višini naprej. Povleci, da dvigneš in poglej naprej. Poglej naprej. Tako, glej naprej, počasi popuščaj. Noge tišči k meni, stisni pete skupaj. Ne jih dvigati. Tako. Drži roke gor. Ok, poglej naprej. Dobro. Še eno. Ta ni tako lahka, ne? Ne, kar. Ok. V redu si. Super. Vrži oba ročaja not v luknjo. Mogoče ne zapelje me do konca, Ja. mogoče malo prešloh. Ne. To vzmet, ali ne? Ne. Ne? Nisem dovolj dobro naredil. Ja, se pravi, zdaj sem te učila, ne, tako da pač tudi tisti, ki zdaj gledajo, bojo razumeli. Se pravi, zdaj te učim pač da prvič si učiš se grobega gibanja. Ne, ni bilo še čist prav, nič hudega. A ne, se pravi, ti dvigneš, potem, ko se dol grede, sem ti rekla, da se razteguješ. Če ostaneš dovolj dolgo v raztegu, se bo kočija zaprla. Ampak zato, ker si pač precej prehitro spustil, zato, ker je seveda pri tebi še zelo pač so erektorji aktivni in se zadnja stran telesa še mačken preveč zategne napram sprednji, pač tukaj treba malo sprosti in zaradi tega se kočija ne zapre. Se pravi, zdaj si lahko v izkusil, kako naprava deluje. Cilj treninga je, da se ti kočija na koncu zapre. In v bistvu se to pol uči na ta način postopoma, od začetka še ne gre, po ne vem, parih mesecih, se občuti tako, da bi želoček mačken vlekel stran od boksa in potem se kočija lepo zapre. Aha, stran od boksa. Malenkost. Sam ne s kontrakcijo. Ok, ne s kontrakcijo. Ja, ok, boks posprava. Posprava boks, tako. Ja. Ok, zdaj bova šla pa mačken pogledat deske. Tisto to črno blazinco, tale pedek mehen poberi, pa ga dej na headpiece. Tukaj gor boš imel noge. Dvigni prečko nazaj, tako kot je bila na začetku. Ja, uno moraš tam not postaviti in dodaj eno notranjo vzmet, tako da boš imel dve. Tako. In zdaj bova tako, najprej boš roke postavil na prečko. Ja. In prijel boš tako, da, čakaj, ne še iti na kolena. Prijel boš tako, da boš imel vseh 5 prstov na tej strani. Ramo da, čakaj, ne še iti gor, poslušaj me. Ramo gre na zapestje. Ramo na zapestje. Ja, zdaj pa stegneno nogo postavi tukaj noter na prste. Tako, in se dvigne v desko gor. Hop, tako, pete skupaj, stoj notri, tako. Zdaj pa čisto zapri kočijo, ker se ti je malo odprla. Pet naprej z ramo, tako. Zdaj pa z rokami in z nogami potisni nazaj. In zdaj tišči noge nazaj in vleci z rokami naprej. Tu vej streč hočva. Niti cilj, da odpreš ful daleč, Jure. Cilj ti je, da priješ naprej. Greva naprej. Ok. Potisni nazaj. Dost. Tišči nazaj, vleci naprej. Pet, vleci naprej z ramo. Tako. In ven. In tišč ven, da greš not. Tako. Ko greš naprej, mačken skeri, kaj je občutek, da boš čez padel, a ne? Ne. Ok, vleci, 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 vleci. Tako. Tišči noge nazaj, vleci z ramo naprej, ne pretiravi v rami, skuši zdaj se telo uskladiti. Kar 5. Greva hitreje. Ok, grem s tabo. Greš ven, tišči ven, ko greš not. Elastično, se spomniš utvorka? Se pravi, nič ne čakava. Gibava se. Dodam še kaj zgležnov? Ne? Ne. Rama naprej. Ok, spusti kolena. Dobro, v redu si. Si v redu? Ja, dobro, sem kar... Ti imaš dobro rad. Mi je, zdaj mi je sigurno ni več hladno, tako da... Ok. Tudi v noge ne. Super.
Pa dej za to, da bo malo bolj zabavno, dej pa probati eno, ki jo sicer ne bi nikoli na prvi uri delala, ampak glede na to, da... Je posebna ura? Ja, da je posebna ura, pa da hočemo tudi pač majčkaj pokazati, kaj se tle dogaja. Deva probati še eno vajo, ki se reče long back stretch. Stopi dol. V bistvu to, kar si zdaj deluje, je začetek ene serije, ki se reče long stretch series. Ne, če ta nagor prebereš. Zdaj, to, kar si zdaj deluje, je long stretch, pa bi prišel en kup enih vaj še vmes in na koncu tega je long back stretch. Skupna nota vsega tega, tele sekvence tukaj, ne, je, da so roke na prečki. In zdaj boš v bistvu se obrnil v krog in boš dal sem not peto. Dobro. Držim tako, zadaj ali tako? Tako. Spet če gre z vsemi petimi prsti na tej strani. Aha. Ti bom pa razložila, zakaj. Pete daš not, orang tja porin stopalo, tukaj. Tako, stani zdaj gor, zapri kočijo. Pokrčiš komolce, ne, pust kolena, pokrčiš komolce in spustiš telo dol. Aha, imaš malo prostora, pa si oči smačken odpri, da boš imel več prostora, z tega noge. Tako, peto tja porin, pa bojo stegnene. Tale, moraš imeti kontakt. Spusti dol. Porini močno ven. Dvigni telo gor. In tišči v petek, zdaj okay. Dvigni, tišči v pete, zapri not. No, to so hotla zdaj. Ok, v redu si. Aj ti pokažem, kako bi mogel izgledati? No, da ti pokaž. Okay. Res zanima, kako bi mogel izgledati. Ok, se pravi. Jaz sem res malo krajša, ne? To vse je moj plus. Spustiš, porineš ven, dvigneš gor in tiščiš v noge, ko zapiraš. Ok, torej ta krog delaš. Krog delaš. In najbolj ključen del, kar se pač je tebi zdaj zgodil, zakaj pač to ni šlo, je obdržati tu stretch tukaj. Pač tebi je not porinal, zato ker še nimaš te... To je zate pač nekaj novega, kako pač odrint, da lahko kočijo not s kontrolo zaprem. Tako da v bistvu moraš ful v noge poriniti. Torej tako držimo? In zato pravim, ne, pač ni fora. Fora je, koliko uporabim tako, zdaj pa sem še bolj porinila. Dvigam, tišču noge, da greš not. Tiščka, greš not. No, je že boljš. Zdaj pa poskus malo zadrž. Tako. Hop. Ok, pauza. Ok, v redu je. V redu? Zahtevno, ja. Ja, no pač zdaj si malo sprobal, da vidiš, da... Ti to lahko držiš na te najbolj stretch točke. Ne, v resnici se statično nikoli ne dela, pač ta dinamika se pač vedno uporablja, tako kot sem najprej pokazala. Ti si bil bolj del razlage, da si razumel, zakaj ti je noge pač pokrčal. Zato, ker pač res moraš močno ven poriniti, zato da dobiš telo v stretch. In tam črpaš moč, iz to je stretcha spet. Lej, zdaj bo šla pa blazinica tako naprej in ti si boš naštimu 3 vzmeti. In sicer 2 zunanji, 1 notranjo. Ok, zdaj bova pa delala eno sekvenco, ki se je reče stomach masaž. Kaj misliš, da bo to? Nekaj zvezi z zadnico. Vedno nekaj zvezi z zadnico. Ok, vsi pravimo, ja, ne, v bistvu bo, kar je pač prvotni cilj je, da v bistvu masiramo pač črevesje, trebušček, zato da pa lažje kakamo, ne? In pač Pilates je veliko o tem pisal, pač kako si zagotavljati zdravje in tako naprej. Pač to je bil tudi eden od pomenov, se tudi danes pač veliko o tem govorimo, ne? Da če pač prebava ni v redu, se marsikaj v črevesju zadržuje. Tako da v bistvu s tem ne bi ti zdaj fajn premigu. Torej tudi lepo bom pol, ko bom šel v uno sobo tam malo, ne? Pa videla, kaj sem ker dejansko s tem imam tudi malo težav, da zato to sprašujem. Ok, poslušam, fajn zadeva, used se gor na blazinico, zdaj ti bo malo hlače slačil. Zdaj boš vedel, zakaj imam jaz vedno pajaca, zdaj boš na lastni koži občutil. Ok, se pravi, greš z rito naprej po tej blazinici. Čakaj, to ne dam dol. Ja, mačkam 5 bolj naprej, čist malo, bova videla, kako bo zdaj z gibljivostjo kolkov. Prste dej tle gor. Pete skupaj, to zdaj so spet tako v taki poziciji, kot pri footworku. Roke tle spredaj, takole se prim, na zunanji strani. Tako, kar hočeš je torej, nič se ne preveč ne poravnavi, kar hočeš je ta kontakt. Se pravi, ko boš zaprl kočijo, moraš čutiti, da je ta pritisk prisoten. Zdaj pa, če se spomnimo prej, ker sem ti rekla, da nikoli ni pozicija, ampak da je vedno neka akcija, ki jo hoče imeti, bo komolc odpiral
rahlo na ven, cel čas. S tem boš vzdrževal pač to okroglino. Okay? Glava dol. Odrini ven. Okay, pete dol. Pete gor. Zapreš nazaj not. To boš delal. To je zdaj to, kar delaš. Okay, drž glavo dol, drž trup naprej. In greva. Ven, dol, gor, not. Zdaj greva pa hitreje. Ven, dol, gor, not. In ven, dol, gor, not. In ven, dol, gor, not. Drž pete skupaj, drž prsi spredaj. Komolce odprte. Komolce odpri. Ja. Zapri do konca, če hočeš, da boš pomasiral trebuh. Ker če ne zapreš do konca, ti pač ni treba pomasirati trebuha. Daj. Ja, stan lepo pri miru. Okay. Ta del bi mogel biti skozi v isti poziciji. Tako. Ok, še eno. Ok, stoj. Zdaj daš pa roke nazaj na shoulder pade. Se pravi, takole. Odpri roko na ven. Na ven, tako. Tako. In se odpri. Skuši se v telesu čim bolj dvigati in poravnati. Ne preveč odpirati, ker hočeš še vedno malo stomak masaž. Dvigni učke in brado malo više in greva. Ne preveč. Ista. Ven, dol, gor, not, ja. Drug del sekvence. Glej više. Zato, ker, ne zato, da gledaš gor, ni fora, da moraš dati glavo v znak, sam pogled dvigni. To čist psihološko deluje. Če gledaš dol, se vedno bolj seseda telo. Če odpreš obraz, avtomatsko dobiš en drug feeling, ta lifta, ne? Okay. In ven, dol, gor, zapri. Bod pozoren, da pete ostanejo gor, ko zapiraš. Ven, dol, gor, zapiraj. Ven, dol, gor, zapiraj. Ja? In še zadnjo. Zdaj me že Zdaj počas. malo čutiš prste, ne? Ja, stopalo začne ful delati. Se pravi, ful je razlika, kako... Pa Okay, spodnje dosti hlače imaš. grejo počasno. Ja, ok. Ker me že malo se zuba. Zdaj pa zapri, pusti noge gor in mi poskusi odpeti... A ja, hlače ti dole. Ja. Eno vzmet odpeti, notranjo. Ok, se pravi, v ideali nočemo tle dati nog dol, kar je pač valjda še pol nek dodatni odziv, kako boš odpel vzmet, brez da daš noge dol. Zdaj daš noge nazaj gor, ker si jih dal dol. In sežeš z rokami močno naprej, proti meni. Tako, mečkam zapri kolena. Zdaj greva pa samo ven pa not brez pet. Ven in not. In ven in not. Odrivaj prečko, ko zapiraš. Spomni se na footwork. Ja. Ne preveč kolen narazena, ne? Stani gor z očmi. Ok, stoj pri meni. Dodava zasuk. Odrineš ven in sukaš nazaj. 1, 2, 3. Prideš nazaj not. In 1, 2, 3. Super. In prideš not. In 1, 2, 3. Rasti gor, ko zapiraš. Skozi imaš lift, pete ohranjaj skupaj, dvigan se, ok. Zapri, poslušaj me, preden greš v zasuk, dvigan trup čim višji, zato da se boš lahko zasukal nad pasom. Ker če ostaneš dol, pol full hit medenico premakneš in se ti noge zamaknejo. Okay? Se pravi, nared lift in v liftu zasukaj. In še zadnjo. Ok, stoj. Dober je? Ok. Srednja roka ostane v riču, zato da imaš. Ja, tu je streč. Yes. Ok. Dober je. Ok, stopi dol. Ker vem, da bi najbrž Kaj imamo še na meniju, tako? rad bi še kaj drugega sprobal, predvidevam pola, ne? Deva, ali bova sam reformer delala? Ne, ti lahko tudi Ok. druge zadeve, valjda. Deva Želimo čim mogoče več. sprobati čisto, da... čakaj, deva pogledati, kaj bi še lahko. Deva pogledati še eno tako klasično pilates vajo, ki se sicer dela tudi na blazini. In to je corkscrew. Večina stranka pijejo rade vino, pač si to vajo takoj zapomnejo, kaj je corkscrew. Torej, odpiranje vina. Uležeš se. Na hrbet? Tako, kot si bil čisto na začetku, ja. Kar uleži se, lepo noter glavo. Ok.
Zdaj bo dala pa še headpiece dol, samo tako. Zdaj boš dal pa roko tukaj na ta kovinski ročaj. Tako, pa še uno dej. In zdaj, ko si tukaj, poskus komolce čim bolj odpreti. Zelo verjetno je, da se ti bojo od začetka dvigali, razumem, nič hudega, ampak sam skušaj imeti odprte. To je v redu. Ja, tako. Stegni noge. Ok. Kako si z inverzijami? Delaš da inverzije ali jih ne? Tega ne delam drugače na prvi uri, da me ne bo kdo javno linčal. Ne. On je izjemen primer. Izjemen sem. On hoče vse sprovat. A si delal že kdaj te stvari? Ni treba iti pretirano lej. V bistvu greš takole, noge ven potisneš in greš, dvigneš gor in greš z nogami nazaj. Okay. Zdaj stegni noge, naredi rič v noge. Tišči noge nazaj in vleci s trebuhom dol. Se pravi, hrbet bo šel nazaj na blazino. Two-way stretch je to, sam kar ti govorim. To, kar govorim, ponavadi nima smisla. Zato, ker govorim, tiščiš nazaj, zato da greš naprej, nima smisla. Ampak znotraj pilatesa ima smisel. Čakaj. In zdaj, ko priješ do tukaj, narišeš krog z nogami. Okay. In greva čez. Tišči noge nazaj, vleci z želodcem dol. Greva, vleci, 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 vleci. In zdaj gre krog v drugo smer. Bodi pozoren, da ko greš z nogami nazaj, da ti ne padejo dol v luknjo, ampak da je sila, ki deluje nazaj proti steni. Tako. Ok. In tukaj tudi podaljšuješ noge vse smeri. Kar bodi naravnost. Bodi naravnost, pojdi naravnost dol, Jure. Naravnost dol, tako. In zdaj pojdi v stran. In še eno. Čez, 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 čez. Ok. In zadnji krog. Ok, recimo, kar zdaj pač tukaj lahko pač čutiš, kar pokrč kolena, sprosti se. Je to, da zdaj v začetka valjda še ful držiš s trebuhom, zato ker pač še nisi toliko delal pilatesa, da bi zdaj lahko to naredil ta trenutek. Zato je bil tvoj krog, a ne? Malo trd. Ja, nič hudega. Pač sčasoma skušamo ta krog povečovati na način tega, da v bistvu spet pride telo v two-way stretch. Okay. Se pravi, da se pol ta del v resnici ful raztegne in tudi hip flexori se raztegnejo in vse. Ampak tako, kot sem rekla, pač tega itak ne bi delala na prvi uri, hotela sem samo, da probaš, dokaj vem, da zmoreš in nič ni narobe s tem, hvala Bogu. Zdaj bom naredila pa še TikTok. Noge gor, TikTok. Pilates razvil aplikacijo še pred aplikacijo. Noge daš gor. V bistvu je klasičen zasuk, se pravi, noge bojo šle v stran, zdaj si že kaj tazga delu. Vdihneš na sredini, to je dihalna vaja, z izdihom grejo noge v eno smer, glava v drugo smer. Zdaj pa potisneš noge ven, vdih, peleš na sredino. Izdih, ven, 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 glava v kontrasmer, Jure. Podaljšaj noge ven, da greš not. Zdaj pa skuši razmišljati, da ne grejo noge dol, ampak da se hočejo okna dotakniti. In zdaj se dotaknejo okna, da se vrnejo nazaj. Bravo. In zdaj se hočejo omare dotakniti. In se hočejo dotakniti omare, da grejo gor. Drži jih v tej liniji, grejo še vsako smer eno, drži, drži rič. In ven, da greš not. Bravo. Ja, in še zadnja. In ven, da greš not. Tako. Se pravi, lahko bi jih sam dvignil. A je bila za tebe druga izkušnja, zdaj, ko si jih potisnil ven, zato da si šel gor? Če bila kaj drugačna? Ja. Bilo je malo težje, no. Ja. Čutil sem več z centra. Tako je. Ja, čutil si več z centra, dobro. Ok, stopa dol. Drugače je to vedno prav odgovor. Če te več pilates inštruktor vpraša, kaj si drugače čutil, čutil sem več strelov. Pa če ne veš, kaj odgovoriti, reči center. Ja, to je vedno pravilen odgovor. Ampak tako dejansko je. Odgovor na vsa vprašanja. Ja, okay. Tako da tudi, če ni res, ne, pač lahko na ta način me pretentaš. Ne, sem videla, da si čutil. Ok, bova naredila še en del, pa še malo čer sprobala. Dejva čist, v bistvu na konc takole. Sistem je pač, ne, midva sva zdaj bila nekaj časa v leže, pa sva šla v deske, pa šla sva v stomak masaž.
Tle vmes bi delala še nekaj na shortboxu, kar nisem, ampak se ni to moj point. Na koncu v bistvu prideva na stoječi del. Zakaj je zadnji del treninga večinoma stvari se stoji na reformerju, oziroma so pač neke take vaje, razkoraki in podobne stvari, ki se jim reče spliti, je zato, ker pa greš ti domov, a ne, in trening je narejen tako, da v bistvu split je na nek način hoja. Okay? Pač tako je trening strukturiran. Tako da, kar bova zdaj naredila, so front splits. Pokleknil boš gor, boš dal roke na prečko, tako. Eno od nog boš imel zadej na telem shoulder padu, s tem, da boš čim bolj raztegnil stopalo. To je še en del, ki ga recimo s časoma ful pridobiš. Bolj, ko se ta del tukaj raztegne, lažje pol ti tle ohranjaš pritisk. Od začetka imajo ljudje problem pritisniti, zato ker v resnici stopal zategne, ne zato, ker ne bi mogli pritisniti. Ta drugo nogo boš dal pa s prsti tle gor. Ok. Roke imej kar gor. Še uno roko daj gor. To nogo daj malo bolj not. Da boš lahko lepo parjel. Lahko primeš. Ok. Zdaj pa poskus bok lepo naprej potisniti, pa naredva najprej sem statičen razteg. Dvigan pogled in se fajn odpri. Ok? Si v redu? Se pravi, kar hočeš čutiti je, da se cela ta sprednja stran fajn odpira. Ok. In zdaj boš tukaj dal glavo dol. Tako. In zdaj bova tukaj začela z gibanjem. Zadnja noga začne pritiskati. Spust koleno dol, zaenkrat. Zadnja noga začne pritiskati, sprednja noga še doda malo. Zdaj pa zadnjo nogo tišči nazaj in sprednjo nogo zapiraj. Vleci not. No, vleci do konca. Ok, in greva. Zadnja, sprednja, tiščiš nazaj, ko greš naprej. Zadnja, sprednja, tiščiš nazaj, ko greš naprej. Zapri do konca. To. Ok, dajva kar orang porin, tajde Jure. Greva hop, sprednja, tako, tiščiš nazaj, vleci naprej. To se sočasno zgodi, tako da zadnji ne čakaš, a ne? Vleč sprednji kolen, kje ga imaš, sorry. Greva zadnja, sprednja, nazaj, ko greš naprej. Malo te že boli, a ne? Mačkaj, ne? Čutiš streč? Glavo dol? Ok. Si v redu? Zdaj sem čutil, ja. Boš? Ok. Se pravi, več, ko dobiš tu streča, več, ko zadnja noga nazaj tišči, medtem, ko sprednja zapira, bolj se ti odpre vse tle čez. Tako da v resnici pač je fora treninga, ti se že naučiš gib, saj ni težek, ampak moraš natrenirati to, da lahko... Da narediš tu streč. Tako, da narediš tu streč, yes. Torej zdaj gre sprednja noga dela k sebi, ta pa nazaj. Ta pa nazaj. In v bistvu dobiš to smer, da bi kolen naprej tiščil, zadnji kolen pa nazaj. Ok, top. Deva še na drugo stran probati. Tukaj se sicer pol zadeva še nadaljuje, pa se noga dvigne, pa tako naprej, ampak ne bova to danes. Naslednjič, ko prideš. Ja, ok. Če boš še kdaj zašel. Ok, odpri sprednjo stran. Dvigan obraz, odpri se fajn, tako, najprej sam zadrži ta streč. Ok, tako. Zdaj boš dal pa glavo dol, skušaš obdržati to, kar si postavil s pripravo in greš od tukaj zadnja noga začne tiščati. Yes. In greva. Sprednja doda, zadnja še vedno tišči. In tiščiš zadnjo nazaj in sprednjo zapiraš. Zdaj te pustim malo uživati, v končni verziji glavo dol. V končni verziji je to precej hiter. Tišč nazaj, ko greš naprej. Ja. Zdaj pa glavo dol? Zato, ker tako je. Ok. Ne, tukaj imaš glava je podaljško hrbtenico v tem primeru, zato ker si ti rahlo pač, a veš, zdaj, če pogledaš pripravo, ko si bil pri pripravi, zakaj si imel takrat pogled gor? Zato, ker se tudi prsni koš odprl. Zdaj pa, ko greš dol, ko začneš potiskati, gre prsni koš se majčkeno zapre. In temu primerno, zdaj tudi, če te nekdo od strani gleda, vidi, da zdajle ni glava v podaljško hrbtenice, a ne? Če jo ima pa tukaj, pa je. Tako da v resnici to pravilo vedno velja. Kar ti veš. A ne?
glava dol. Ja, vem. Ampak je pa res, da vem, zakaj si me to vprašal. Vprašal si me zaradi tega, ker če glavo dvigneš, čutiš več streča. A je res? Si me za to vprašal? Ja. Ok, čutiš dodatno še streč oziroma napenjanje v hrbtu. Ja, sam je fora, da kad dosežeš, da je noga ful močna, boš lahko to isto stvar dosegel tudi brez, da glavo dvigneš. Sam to je. Ampak ja, pač prvič to delaš. Je pa definitivno meni osebno pač daleč najboljši streč za vse hip fleksore tele. Ker tako malo, s prejšnjo logiko se mi zdi bolj logično, da bi tukaj dodal torej še, če dodajam potisk zadnje noge, ne, pa potem sprednja noga vleče k sebi, zadnja nazaj, pa če dodam še recimo to, da se povečuješ, ne, se mi zdi, da je s tem ta občutek tukaj streča večji. Ja. Ker se tukaj še podaljšuje, kle se podaljšujem. Imaš določene vaje, kjer že to prej narediš. Ja. Ena od teh je down stretch, ker delaš točno to, pa kombo, ker tudi to delaš, sam jih danes pač nisva naredila. Okay. Tako da... Okay. Mislim, se sam to, da se mi zdi, da če bi to, ko sem to dodal še zraven, se mi zdi, da ta efekt tukaj streča večji, ne? Torej ta zadnja noga še nazaj, sprednja noga. Ne verjamem, da je bil večji, mogoče je bil večji zate zdajle ta trenutek, zato ker ti je ga lažje začutiti. Ja, lažje začutiti. A veš, v resnici pa pač tudi ti, ki si v žagi, si v totalni fleksiji, ampak če enkrat dobro čutiš stvari, pač pa ki ga res ful imaš noter v telesu, ga v resnici lahko čutiš tudi takrat, ko si čist stisnen. Ja. Sam to je fora, da od začetka ga... Smo že zašvicali. Okay. Dejva probat... Jaz bi sicer probala tendon stretch, ampak sem malo skeptična. Zakaj? Zato, ker imaš malo skrajšan zadnji del nog, pa se najbrž ne boš mogel dvigniti, ampak dejva probat. Mogoče me pa presenetiš. To je zdaj izziv še dodaten. To je zdaj izziv. Bom. Gremo. Kjer da moram... Da se usedem... Na sedež se usedi. Okay. Sredino stopal dej na pedalo, tako da boš imel stopala takole skupaj. To je dragocenost, da mi rekli, ne? Zdaj, lajda sem se... Kaj? Bom pazila. Zadevo, da mi rekli, ne? Ja, se boš dvignil zadnjico, tako da ne bo problem. Okay. Sredino stopal dej gor na pedalo in potisni pedalo do konca dol. Če sem narobe ocenila, super. Dejva stopala malo bolj skupaj. Tako. Zdaj pa stopi na noge. Dejansko vstani. Aha. Ampak bodi takole. Glavo dej not. Ček, to bom kar jaz takole naredila. Bom ti jaz držala. Ja. Glavo dej čist not, pa v krogu hrbet nared. Tako. Zdaj pa 5 stežev tuk nazaj, da boš ta del že začutil tukaj mačken. Tako. Okay. In zdaj poskus dvigant gor. Kaj je to, telo? Ja, tlele. Dvigam pedalo. Ne. Aha. Ostan tle, ja. Dvigam pedalo gor. Pa je stegnene noge. Ja, noge imaš stegnene. To dvigam gor. Evo ga! Bravo! No. Vidiš, kaj sem te podcenila. No, se to je dobro, ne? Zdaj si jih eno naredil, bravo, čestitam. Zdaj pa naredva cel tendon stretch. 100, dej pa 100. Ne, ni jih 100. Rečva naredva jih, ne vem, 5, 6, 10. Ampak poskus, fora tendon stretcha je, da ohranjamo en tak ritem, kada si na gugalnici. Tako da boš v bistvu šel samo mačken hitreje. Ampak bravo, lej, prste dej dol, glavo dej not. Prste dol. Ja, prste dol. Zdaj pa tako, kada nihaš. Dvigni, spusti, dvigni, ja, ostani s težo zadaj, vidiš? Aha, prej sem dol. To je tisto, kar je zdaj, ne? Eno, ti že dvigneš, zdaj pa poskus to ustati zadaj. Ja, evo te, glavo not. Ok, zdaj pa mačken bolj počas. Povleč, spust. Jaz se tudi to, ne primarno v centru čutim, ne? Ok. Tako. Tako je, seveda. Imaš pa zraven pač valjda fantastično razteg cele zadnje verige pač na ta način. Je res, ja. Ja? Pa še dodatno se sprosti, ker se ta tok stisne, ne? Tako da, ja, kar zahtevna. Ta ista vaja je drugače tudi na reformerju. Zakaj jo danes nisem na reformerju ti dala? V bistvu, enim je lažja na reformerju, enim je težja, predvsem je pa ponovadi na reformerju problem to, da pač zadnji nimaš nič. In je večino občutek, ko delaš, je majčken bolj grozen, zaradi tega, ker imaš občutek, da boš nazaj padel. Samo to je fora. Tako da zaradi tega mogoče sem rekla, rajš probam to vajo tukaj narediti. Temu boksu, kako se to že imenuje? Wunderchair. Wunderchair? Wunderchair. A to moraš povedati na nemški način. Wunderchair. Valjda. Čakaj, zdaj pa deva še ta lift narediti, no? Kjer lift? Ta lift, ko boš stopil tukaj gor. To, ko sem prej delal? Ja, ko si prej probal. No, dej. Torej, kle gor? Zdaj si se že v furu, s prsti greš gor.
Tole. S prsti greš gor, pete daš skupaj, mačken takole, vedno v veju malo stojiš in pete so vedno v kontaktu, zato, ker dobiš ta midline varianta, to, kar sva se prej pogovarjala, pet z ramo malo bolj naprej. Ja. Ok, ne id preč naprej, glavo da je not, glavo sprosti. Se pravi, akcija se tukaj začne, pritisneš v roke in vlečeš gor. Vleci, 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 tako, spusti in spet. Ok, zdaj ga ne ga čist šopat, vleč ga. Problem pač pri toliko močnih ljudeh, kot si ti, je to, da se ful hiter aktivacija ful do zunaj zgodi. Zato, ker njemu je to zdaj, pač ne bom rekla, da mu je easy, ampak mu ni problem, zato, ker je dost močen. A ne? Hvala, to, kar zdaj delaš. Se pravi, ti imaš toliko močen trebuh in vse, da ga moc kompenziraš. Bi pa mogel kako? Več bi pač dejansko bi mogel čutiti, da moraš toliko recimo, lahko bi začutil pet dol. Če mogoče ti narediš, da tebe vidim? Ja, zdaj, malo je fora tudi v zmeteh, a ne? Če imam nekoga, ki ful rad kompenzira, pa je ful močen, mu dostikrat pol dam vzmet na manj, zato da je težji v resnici povleči, a ne? Zdaj, nekaj je, če jaz pač prenašam težo, pa dvigam, a ne? Druga stvar je pa, da jaz skušam pritisnem, da dvignem. Ti tudi potiskaš iz tukaj, pa iz tukaj. Tako je. V bistvu, v resnici ne rabim iz tukaj nič delati, če tleta. Niso to zate trebušnjaki? Ne. To niso zame trebušnjaki. To zate ni ta motion, ne? Ampak je... V resnici gre za push in ko se zgodi push, gre trebuh not, gor in naprej. In naredi to obliko to, ne? Ja. To obliko čakaj bomo probali. Še enkrat. V resnici oblika niti ni toliko pomembna, ker zavisi od gibljivosti hrbtenice na konc koncev, ne? Pa nekomu lahko zadeva zelo ravna zgleda, pa v bistvu dela isto stvar, boljš. Glavo not. Glej se v trebuh. Pritisni, dvigneš. In ko priješ dol, ne pas dol, ohrani ta push. Ohrani push. Push je tvoj two-way stretch. Lopatice so skozi narazen. Vidiš? Kaj se ti zgodi, ko priješ dol, je, da se ta del, da ti Ja. Ja. Ok. Zdaj, načeloma, ok, glava je mačken, še ta del ti recimo najbolj, malo še ven buta nič hudega. Načeloma ne bi niti razlagala, da so lopatice narazen, sploh v dečmu, ne? Ker je to posledica, če tega prodelaš. Tako. V bistvu ne razlagam iz te smeri, da so lopatice narazen, ampak da v resnici moram udriniti to, da gre lopatica narazen, je posledica akcije in ne gre za pozicijo. Zdaj sem se pač odločila tebi dati ta napotek, zato ker sem vedela, da ti bo pomagal, ampak ponavadi pri nekomu, ki se s tem ne ukvarja, sploh ne rabim tega reči. Mi pač nam mačken drugače glava dela, ko se s tem ukvarjamo. Ja, sigurno. Tako da, ok, dejva probat, mogoče eno tako čisto simpel zadevo, ki ni nič posebenega, pa se mi zdi tako ključna za samo občutenje two-way stretcha. To je en tak v bistvu predklon, nič posebenega ni. Takole boš stopil spet v V, tako da gledaš proti čelu. Isto gor stopim? Ja, ne, gor stati, ne, stop dol na parket. Čist dol, še malo bolj nazaj stopi. Še malo. Še malo. Vzporedno s tabo, dobro. Ok, roke daš gor, se raztegneš. Se pravi, kaj je tvoj stretch? Stretch je, hočem se dotakniti stropa in odriniti tla dol. Naenkrat. To je akcija, ki jo hočem narediti. In to je two-way stretch. Zelo lepo si ga naredil. In zdaj, odpreš roke, ko pridejo ob stran, potegnejo tvoj trup dol in pridejo dlani na pedalo. S telim delom, ne. Tako. Zdaj pa, pet čistim delom na pedalo. S tem, tako. Glava not. Pritisnem pedalo dol. Ok, glavo sprosti, glej v trebuh. To je zdaj stvar, ki ti jo popravljam, pet not. Sprost. Okay. Zdaj pa, two-way stretch hočeš začutiti, kot da roke še vedno tiščijo pedalo dol, ti pa z želodcem vlečeš v kontrasmeri. No, greva. Dvigni se, s tem, da roke delajo resistance. Spust glavo. In greva dol. Zdaj bi pa zato, kar vidim, dala mačken več teže na roke, Jure. Težo moraš čutiti na vseh 4 okončinah. Sprosti glavo. Tišči dol, ko vlečeš gor. Tako. In greva nazaj dol.
In tišči dol, ko vlečeš gor. In poskusi sočasno tiščati tudi noge dol, kot da odrivaš tla z rokami in nogami, medtem ko tvoj center vleče. In zdaj greva majčkeno višji, da pedalo malo popušča. Glavo not. In greva dol. In tišči dol, da dvigaš. Glavo dol. Ta mikrofon kmetiš. Mikrofon kvari najn trening. Tako je. Ok, nič hudega. V glavnem, glavo morate imeti not, če to delate. Dol, vleci, tako. Vleci, 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 vleci. In zdaj bi tukaj lepo do konca ostal gor, recimo, ne? Bova šla zdaj iz te pozicije gor. Kar 5, pust, ostan v krogu. Ta del vleče. Pust, roke dol. Zdaj pa vlečva gor. In ostani v tej formi. Ostani, vleci, še vleci. Greva. Vleci, ostan gor. Spust pedal. Tako. In zdaj prideš nazaj tle, kaj si bil. In zdaj ti bom dala še en izziv. V bistvu bova delala isto gibanje, zato sem ti najprej tle naučila, ker je tle lažji. Ok, stopovaš na drugo stran. Ok. Pa dej najprej za začetek samo to, da boš dobil feeling, stop tako, da boš imel prstke malo čez ta rob, takole. Spet v V. Pete skup. Roke gor. V resnici je vse isto, samo da je malo težji z te strani. Odpreš, upogneš, greš do pedala. Ok, glavo not, če gre. Rič dol. Tiš dol, da greš gor. Se lahko dotaknem? Ne, ampak ok, zdaj sva komaj začela. Ok, bom Čakaj. Bo šlo? V ideali ne, a ne, ampak kar zdaj vidiš, ko te učim, je to, da ne na prvo žogo vsake stvari popravljam, ker pač hočem najprej videti, kva sploh telo dela. Zdaj hočem videti, iz kje sploh gre gib. No, kar 5. In rič dol, da greš gor. Tako, tu če ne priješ čist do konca. In greva spet. Rič in sezi dol, vidiš? Ko greš hitreje, je lažje. Tako da, če mi zaupaš, da je hitreje lažje, pol dej. Ok. Kar zdaj vidim je, da kad cukneš gor, cukneš iz tukaj, skušaj ne dvigati iz križa, skušaj pride dol in se raztegn dol, da dvigneš iz tukaj. Ja, boljš. Ok, stopi dol zdaj. Dobro, pridi gor, zdaj pa stopi dol, tako da boš imel prstke na tleh, pa bo še malo težje. Ja, še eno. Zdaj pa končno verzijo. Ultimate... Ultimate difficulty. Ja. Največja težavnost. Let's see. Ja, recimo. Ok. No, kolena so čisti stegna, mečkan... Ja, v bistvu ti kar stegam, kakor pač lahko. Bom popravljala, če bom videla, da je treba popraviti. Ti kar naredi rič. Mečkan bo šla teža naprej, nič hudega, naredi rič dol, da se dvigneš. Ne razmišljaj, da se hočeš dvigati, razmišljaj, da hočeš dol potisniti. Ja. Ja. Ok, greva še enkrat. Ok, kar ti hočem zdaj, vem, ampak kar ti hočem zdaj, zato sem ti to težko dala. Kar ti hočem dokazati je to, da je tukaj not fora. Bolj, ko boš razmišljal, da hočeš prijeti gor, manj boš prišel gor. Razmišljaj, da hočeš iti ven zato, da greš gor. Raztegniti se moraš. Da hočem naprej. Naprej, zato da greš nazaj. Ok. Rič. Ja? V redu, ne bom več matrala. Da še tebe vidim, kako to ti narediš, kaj me ne zanima. Kako to zgleda, če je pravilno. Zdaj jaz ne bom naredila.
Najboljši mi je, ker mi kdo reče, da mora, po moje, nisem raztegnjena. Po moje čisto mehansko gledano je ful odvisno tudi, koliko je človek visok. Ja, čeprav v bistvu ta vaja je lažja, če si višji na nek način. Ja? Zato, ker lažje prideš čez. A veš, jaz sem pač kratka, mi je ta v resnici na nek način težja. Ne? Čakaj, najprej bom to. Če v resnici dobro gledaš, sem že prej tam. Ne čakam, da bom... Vidiš, ta moment se mora zgoditi. Zdaj nisem pač valjda ogreta in mi je ful težji, kar je v bistvu dobro, da demonstriram zadevo. Skušam torej narediti čim bolj lahek, nežen dotik, zato da se lahko pol raztegnem. Ja, ker jaz pa že prej s težiščem padam dol. Ne? Ja, zato ker razmišljaš o raztegovanju pač na drugačen način še zaenkrat. Kar bi zdaj pač v bistvu lahko rekla pri tebi je, da noge še niso toliko vključene v movement, da večina streča pač prihaja še iz hrbta zaenkrat. Iz rok in hrbta. Čakaj, mogoče še enkrat probi. V resnici, kar hočeš, a ne, in ta del je v bistvu tisti, ki ga je najtežje natrenirati, zato ker delam z zgornjim delom nekaj, valjda moj živčni sistem in vse operira na zgornjem delu in ne razmišljam o nogah. V resnici pa so noge drug del tvoje streča. To je zelo čisto logično. Ja, ko se pogovarjaš, je logično. Ne se isto, ko nekaj dvigneš naprej spodnega dela zgor. Ja, pete od vzgori, že tukaj, ko si se pripravil, je v bistvu problem. Zakaj? Zato, ker si se pripravil. Skuši, da te gib tja pripelje, da v bistvu ti sežeš tja dol. Ne, da se pripraviš in pol greš. Ampak greš. Pet. Vidiš? Ta del je primir. Pust mu, da gre s tabo malo. Ja. Ok. A čutiš, da so zdaj noge šle zraven? Ja. In to zdaj ne pomeni, da se premaknejo, to ne pomeni, da ti teža pride do roba. To samo pomeni, da so zdaj postale del tega giba. Da v bistvu ni delo ta del, ampak je delo vse. No vidiš, pa so mi le uspeli nekako ga narediti. Top. Zdaj ti bom pa sam še toliko za konc, mogoče malo pa spine korektorček pokazala, če si za. Valjda, spine korektor. Sli se nekaj, kar bi bilo cool za mehanika. Zdaj meta, danes nisva nič hudega. Če sam meta? To je pa tale blazina. Kot vidiš, je malo drugačna, kar tle vidiš na koncu ročaji, ki so za roke in pa strepka je za noge. Tukaj tle imamo tudi še pač cel trening gora. Ta je pač najbolj poznan. Večina pač razume pilates kot trening na blazini, ampak večina ga razume na trening na navadni blazini. To je pač pilatesova blazina in je pač precej drugače delati na njej. Zdaj imamo pa tako. Zgleda ful simple, pa kar nekaj brez veze, lahko malo napravim. Ja, dovoljno. Ampak je fantastična zadeva. Bi mogoče ti najprej naredila nekaj za odpiranje tega dela, ker se mi zdi, da to bi bilo tako fajn zate, pa boš mogoče malo drugače začutil spodnje okončine. Recimo, ti bom sam pokazala, kako se gor spraviti. Tle se boš usedel, boš prijel ročaje in se boš dol potegnil, tako da se boš v bistvu ulegel na blazino. Tako. Bom jaz prijela to, da se boš naštimo, pa pa odložila. Kar pet dol. Ekstenzija hrbtu. Ja, ni treba pretiravati. Sem pet dol. Veš, tako, šolsko, pet na tla. Tukaj dol. Še. Tako. Zdaj pa noge kar tle gor dvigam. Tle gor gdje, po krčih. Tako, pa se dobro naštimi. Zdaj pa odpri komolce. Ja, malo ti bo zoprno od začetka tle, malo odpri komolce še na širok. Zdaj pa noge dej na trebuh. Dvigan rit. Pa ga malo bolj noč še potegnem, tako da ga šme čim bliže hrbtu. To. Tako, evo. Zdaj pa ta del dol. Ok, tlele notim dala, veš, da ne boš kaj. Tako. Stegni noge. Ok. Greva mačkem bolj sem, glavo pusti lepo dol, si v redu? Ok. Ne želiva iti preveč sem, se pravi, od navpičnice bova šla navzdol in bova začela tako, kot bi delal spust nog. Ok, se pravi, greva z nogami čim nižje navzdol. Držim center, trebušen del, ne?
Nič ne držiš, Ne? samo delaš Samo delam. in vračaš. To je zdaj gibanje. Kar hočeš doseči, zato da te križ ne bo bolel, je reach. Reach gor, kot da hočem pobarvati strop, ne preveč k sebi vleči. Pejt gor, zato da greš stran in potisn ven, da greš nazaj gor. Ok, ne cukati. Okay. Fajno do znotri poskusi. Okay. In ko greš gor, ne greš k glavi, ampak greš proti stropu, je smer. Okay. Zdaj pa skuš začuti, da so noge podaljšane, ampak da niso zategnjene, da niso napete. Da skušaš čutiti, da jih iz globine svojega trupa upravljaš. Okay. Pa niti treba nič pretiravati, pej do svojih zmožnosti, ni treba zdaj nič. Sam dol pa gor greš v bistvu. Nič ne krožiš, nič ne delaš. Malo krožiš, a ne? Nič ne krožiš, sam spusti pa dvigaj. In ven, da greš gor. Ok, poskusa zdaj narediti samo z eno nogo. Ena bo ostala gor, druga noga bo naredila 2 pulza, takole lej. 1, 2, ven in gor. In druga. 1, 2, ven in gor. Tiš gor nogo to. Ok, pejt ven, zato da greš gor. Pejt ven, zato da greš gor. Zdaj si pa predstavljaj, ko sta ta 2 pulza, da ni poink, poink, ampak je pobožam steno in grem ven, da grem gor. Ja, bolj do znotri, ne cukam gor. Ja. Ven in gor. Še zadnjo. Recimo, tle je en kup takih vaj, ki delajo na sistem, da odpirajo sprednjo stran. V bistvu ful dobro raztegne ta del, plus kar te nauči je, da v resnici res iz trupa, da v bistvu te podpre pri ekstenziji na način, da se naučiš, da se v resnici naučiš spustiti na nek način. Malo bi tako rekla, da je večino ljudi, najbrž je to čisto motorično gledano, da pač veliko sedimo in imamo ta del skozi tako malo, ne. Pol je pa še en tak strah, ki je prisoten, ko razmišljamo o ekstenzijah, kot da se bo nekaj zgodilo. Ampak v resnici se nič ne bo zgodilo, če si v two-way stretchu. Okay. Problem je samo tukaj pač to naučiti, ne. Tako, kot si zdaj začutil, v bistvu od začetku se je ful dogajalo, da si vse s kvadrom dvigal, a ne. In je v resnici noga delala. Zdaj, bolj ko sofisticiram gibanje, a ne, bolj sem sposobna pač to narediti do znotri in s tem ohranjam telo v stretchu in me to postopoma pa pravlja na to, da jaz lahko naredim ful dobro ekstenzijo, brez da bi karkoli škodila križu. Brez da bi karkoli tukaj bolela, ali bilo napet, ali karkoli. Ampak, če hočeš to tako narediti, moraš najprej odpreti telo. Problem je, a veš, pri ekstenziji to, da v bistvu mi delamo zelo omejene in skozi vse nekaj stiskamo še dodatno, valjda, zato da zaščitimo, kar je pač v teh okvirih smiselno, ampak na drugi strani, pa če ti hočeš dobro ekstenzijo narediti, jo moraš narediti iz celega telesa, kar pomeni, da če imaš ta del zaprt, boš težko naredil prav. Me razumeš, kaj ti hočeš reči? Ok, deva probati narediti še eno tako ful luštno, ki je pa ful fajn za tako za pomasirati križ. Reče se ji kan. Kakšna koli imena je. Kako človek ne bi izvajal teh vaj? TikTok, kan. Ok, se pravi, polkrožno takole peleš noge proti eni rami, pa narediš spet tak polkrog proti drugi rami. Takole, polkrog tretjič, zdaj pa zadrži tukaj in noge podaljšaj ven. Povleci jih nazaj not in greva spet tukaj. Povlečeš proti eni rami. Pa še? Pa še. Povlečeš proti drugi rami. Ne, čak, to tretjo rundo šele. Tretjič. In ven. Tako. Bodi pozoren, da ne kolapsirajo noge dol, ampak da imaš ta feeling, da jih niso še. Povlečeš. In povlečeš vase. In povlečeš vase. In potisneš noge ven. Ne iztegneš, potisneš. In spet. In vleci 1. Tako. In ne, še na tretjo steguješ. In vleci 2.
Tako. In vleci 3 in ven. Tako. In zdaj pokrči in zdaj bova sam še takole pomasirala križ, lej. Takole. 2, cel krog. 3. Zdaj se je že sprostil, greva še v drugo smer. To se mora ne samo v kolkih, ne? Ja, ampak med hrbtu. Ja, v hrbtu. Spet delaš v bistvu v trebuh vlečeš, ne? To je v resnici, če se spomniš prej, ko sva delala na začetku, se spomniš Frog and Circles, ko si vlekel noge not pa ven, pa stomach masaž. V resnici pol ta del tukaj vidiš, a ne, da se vse stvari med sabo povezujejo. In jaz pa v bistvu lahko tukaj, ne vem, človek ful dobro začuti na spine korektorju, kako so pač noge lahke in ko ga dam nazaj na reformer in rečem, ok, daj spomnim se, kako si čutil noge prej na reformerju, na spine korektorju in mu je pol lažje v bistvu preslikati to lahkotnost pač na drug aparatus. Zdaj boš pa ritko dvignil, pa bova tole ven porinila, letlele už dal roke, tukaj, porin ven. Ok, sem jaz, spusti se dol, v redu si, držim, ok, ne držim. Dejva probati sam še za zgornji del. Ok, pet dol. Zdaj bova pa še za roke. To je zdaj en delček tega, kar pač čisto, da malo dobiš feeling. Zdaj boš šel pa zrito na ta rob, pa se boš zleknil čez spine korektor. Tako, kot bi na hrbtu ležal, sam da imaš to kupolo pod sabo. Ja, pa pet čist na rob. Čisto tukaj, do tega roba pet. Ok. Takole ti dala. Ja, malo višji, ne. Ta del je tukaj gor. Tako, stegni noge in zlekni telo dol. Če ti bo v vratu neprijetno, bo šel malenkost nižje. Ja, ne prideš sploh do tam, pet malo nižji. Noge daj skupaj. Ok. Špičke, aktivacija, podaljševanje. Zdaj ti je ful udobno, je res. Zdaj pa pet do tiste točke, ki ti ni več ful udobno, pa da še lahko dobiš kontakt z glavo. Ok. Primi palico. Ok, zdaj bova pa dihala, pa gibala roke. Se pravi, gibanje in dihanje bosta usklajena, tako da boš na vdih, nič tazga. Šel z rokami nazaj in na izdih do medenice naprej. Ok. Pa dajmo zdaj to najprej malo pogledati. Noge podaljšuj. Se pravi, kar hočeš je tu stretch, gibi se tekoče, ne se ustavljati. Ok, zdaj delaš iz roke, zdaj si pa poskusi predstavljati, da skušaš palico peljati po najdaljši poti stran od svojega telesa. Potisneš jo nazaj, da greš gor. In preko stropa, ja, do medenice. In zdaj jo potisni naprej, zato da greš preko stropa, daleč nazaj. In greš nazaj, zato da greš preko stropa naprej. To, kar zdaj delaš, je zelo fajn z vidika akcije, mi je všeč. Zdaj pa poskus iti malenkost hitreje, na enak princip, ne cukati. Malenkost hitreje. In skuši narediti roke fajn lahke. Bravo. Se pravi, vsakič preden premakneš, Jure, je občutek, da hočeš cel telo raztegniti. Tukaj zdaj, lej, raztegnem, da grem dol. In raztegnem, da grem nazaj. In raztegnem, da grem naprej. Bravo. Sam začetek giba, ko ga začneš, ne bo malenkost počasnejši. Drugače vse ostalo je v redu, sam, ko začneš palco premikati, je en tak, bravo, en tak sunek prisoten, ko v bistvu rahlo diskonekta roko. Pa če ga zdajle, ko ga nisi naredil, je bilo mnogo boljše. Bravo. Ok, zdaj ti bom pa palco vzela, pa greva v kroženje. Greš z rokami gor vdih, odpreš narazen, izdih. Preko stropa gor vdih, odpreš narazen, ko da se hočeš sten dotakniti, izdih.
Bodi pozoren, ko greš v stran, da se ti roka ne diskonekta dol proti tlom, ampak da gre res v stran. Ja. Vdih preko stropa nazaj, se fajn pretegnem in kada nekaj dol pritisnem proti. Bravo, zamenjava smer. Vdih narazen, se pretegneš nazaj, izdih preko stropa navzdol. Vdih, odpreš narazen, ne pozabiti na noge, še vedno so del gibanja, podaljšuješ jih v kontrasmer. In se pretegneš, da greš dol. Super, samo še eno. Ok, staneš navpično, obrneš roko proti roki, greva na vdih narazen, ne pregloboko, na izdih vračaš roke in se objameš. In zdaj greš iz sredine ven. Vdih, ne preveč dol. In z izdihom druga roka skoraj. Ja, zdaj si pa skuši predstavljati, da ležiš v medu. Težko premakneš roke, vdih, in jih težko premakneš, izdih. Ja. Pet čisto mačkam bolj ven odpiranje, kakor si šel zdajle, do skrajne točke, kjer te še ne diskonekta. Odpri prsten koš, pa se objami. Tako. Ok. Dobro. Zdaj pa ne dvigaj glave, prosim, pojdi z dlanmi za glavo, si jo podpri, si jo počasi dvigni, ja, in greva gor. Zdaj bo šel pa tlele dol zlito zles kar na blazino se zapel. Tako, pa greva naprej v predklon, da raztegneš, čutiš kaj v hrbtu tako? Ok. Včasih tle pol, ko si malo dlje časa v tem položaju, se tlele tako čuti napetost. Ne, samo to usne mi malo porezali, poklepali. Ok. Malo veš po... Ok. Takole. Ok. Ja, to je zdaj bila uvodna seansa, ne? Ja, drugače ne bi bila Mislim, taka. ja. V bistvu sva Sva šla res malo naredila sva ful veliko Še malo bolj tega advanced. vidika, ja, da sem ti malo pač predstavila, pač kaj lahko vsak aparatus da. Absolutno na prvem treningu ne bi nikoli naredila toliko vaj, ker je pač prvič nemogoče, drugič pa tudi ni to smisel, a ne, da preveč vržeš na telo naenkrat. Tako da najbrž bi na prvi uri naredila pač na reformerju nek tak basic trening, čisto da se res začuti, da se odpira pa to. Glede na to, da so te vzmeti, tako, enako delujejo kot elastike, bi se to lahko, tako tisti, ki nimamo teh reformerjev pa tega, tudi malo improvizirali z elastikami. Ja, sem jaz že delala v bistvu eno tako variacijo reformerja na blazini. Da se marsikaj, ne da se čisto vse, ampak da se pa tako za določene vaje čisto v redu zimprovizirati tudi z elastiko, ja, absolutno. Mislim, moram reči, da ene par vaj mi je bilo sploh tako, vsaj zame mi je bilo tako všeč, kot da bi tako pašejo kot del rutine, ne. Ja. Pogosto si jih tako določen del teh vaj uporablja tudi kot mobility, k osnovnemu treningu moči pa. Ja, sej vedno pravim, ne, v bistvu vidiš, da je veliko stvari, ki so zelo podobne, mislim, ni to nekaj, kar bi samo tukaj bilo, a ne. Veliko je takih vaj, ki se v bistvu ali z jogo dopolnjuje ali s kakšno drugo stvarjo, pač vidi se, da je v tistem... Je prej zdaj pomembno, kaj v tisti vaji, kako jo čutiš in kako jo izvedeš. Ja, princip. Tehnično izvesti jo ni problem, ne. Tako je. Se pravi, nekaj je učiti se po knjigi vaje pač klasičnega pilatesa, drugo je pa naučiti se jih v živo, ko ti pač nekdo razloži, kaj je smisel, plus pač tudi, ko imaš to dopolnjujoči se trening, kjer v bistvu da je lahko dejansko znanje iz reformerja, kar res ti čutiš, vzmeti, a ne preneseš pol na blazino oziroma karkoli drugega, ne. Ja, lej, nič, pol Barbara, zdaj lahko povabimo kakšne ljudi k tebi, zdaj že delaš normalno naprej, ne? Zdaj že delam. Zdaj delaš normalno. Torej, to imaš bolj individualne, majhne skupine? Trenutno delam samo individualno pa semi-privat, se pravi največ 2. Bomo videli, kako se bojo stvari spreminjale glede na razmere, pa se bova pol naprej odločila, ampak na večje skupine zagotovo ne bova več šla, no. Okay. Plan je pač ostati bolj v butični verziji. Zato, ker lahko bolj več dam, pa več naredim.
Okay. Ja, bolj Ja, lej, kvalitetno. spomnim se te še iz 10 let nazaj, kdaj sem bil, ja, takrat enkrat, ko si bila še v Vigorju, ne? Ja, takrat se še delala. Takrat smo imeli tudi sicer podoben princip vaj, verjetno si Ja. izhajala iz Pilatesa, ne? Ja, Smo pa delali na blazinah, mobility, velik mobility, ja. pa to so bile skupine po 20, tudi do 40 ljudi. Ja. Mislim, vse se Pa da marsikaj ne. tudi, mislim, daleč od tega, da bi jaz rekla, da se pač v skupinskem treningu ne da stvarem zadostiti. Ne govorim o tem, če je kvaliteten trening, če se dela dobre stvari, lahko tudi s skupinskim treningom narediš ful dobre rezultate. Govorim sam, konkretno klasičen pilates je precej specifičen, kar se tiče samega učenja, kar si pač danes tudi čutil in prvič imam jaz težji pozornost, da bi lahko specifično targetirala potrebe posameznika, če jih imam 10 ali pa 20, a ne, kakor če imam enega ali pa dva. Tako da v bistvu se mi gre bolj za to, da ne samo, da lahko človeku več ponudim, na koncu se pač s tem odkrivanjem dodatnih stvari tudi sama ful več naučim, zato imam pol večjo motivacijo pač pri tovrstnem delu, zato ker, kot si sam videl, a ne, veliko stvari pač moram dejansko poskusiti, kot sem ti rekla, ne vem še kaj bova. A ne, zato ker mi imamo nek sistem, znotraj katerega delamo, znotraj katerega se v bistvu fajn počutiš varenega kot trener, hkrati imaš pa pol ogromno ene ustvarjalnosti lahko zraven, pa v bistvu nekih stvari, ki so lahko pri vsakemu posamezniku čisto drugačne, ko vidiš, kako se telo obnaša. Tako da mi je ta del fajn, no. Ok, pa še eno vprašanje za konec, ker čisto mehanik hrbta mora vprašati. Torej, kako pa, recimo, če bi jaz zdaj prišel do tebe v primeru nekih kar velikih bolečin, da bi imel velike bolečine, recimo išias, pa da bi že težko sploh prišel do tebe, pravzaprav, ne? Tam čez stopnice in čez vse in me dobiš tukaj noter. Kako pa v takem primeru, recimo, začneš s takim posameznikom delati? Ali greš čez nek vnaprej pripravljen sistem vaje, ali bolj raziskuješ vaje, ki njemu... V resnici, če se čisto iskrena, bi začela dosti podoben, kot sem pri tebi, ampak z neko drugačno mero zavedanja, kar se tiče pač same problematike. To ne pomeni, da bi pač delala valjda te težke stvari, tiste, ki pač vem, da mogoče bi znale biti problematične. Bi bil pa presenečen, koliko veliko stvari pač se da na reformu narediti s takim človekom, ki je v hudih bolečinah, pa tudi koliko hitri pač rezultati so. Tako da, ja, v bistvu imam sama rajš princip, kjer spoznavam telo in se ne toliko ukvarjam s samo poškodbo. Pilates je učil na način, da v bistvu vedno delaš okrog poškodbe, a ne. Se pravi, to ne pomeni, da je pač jaz zdaj udri, ne, pač gremo delati, sploh ne na ta način, ampak skušam se seveda tega zavedati, skušam pa hkrati človeka opolnomočiti o tem, da je sposoben več, kakor misli, da je. In na reformerju lahko to zelo varno pač naredim. Trening okoli poškodbe pomeni v bistvu, ker tudi mi tako delamo, mislim, kaj pa drugega trenerji delamo kot to, ne. Itak ne zdravimo direktno, nihče ne, tudi zdravniki ne, by the way, ampak no se to me zanima, kako pa to delaš? A to delaš tako, da poslušaš njegovo bolečino od posameznika? Absolutno. Torej, če bi te jaz, ne vem, jaz rekel, zdaj me boli za 10, za znort, kaj bi recimo takrat naredila? Ne, absolutno pač stvari, ki bolijo, jih ne delam, ne. Mislim, to je pač itak prvi zakon. Če boli, ne delaš. A imaš mogoče kakšne take položaje ali pa kakšne take, kako bi rekel, vaje, tehnike, da pol, zdaj si mi vzbudila bolečino, ne, mislim, sem prišel do bolečine, kako mi jo zdaj umiriti? Absolutno, ne, pač saj poznam tiste vaje, ki pač recimo niso problematične. Na spine korektorju recimo tole, ki si ti delal pač pri nekomu, ki ima recimo bolečine, mu to ful dobro sprosti, kak Frog Circles, pač take stvari, lahko bi tudi kakšne čist a priori vaje dala ali pač na čeru, ali ob steni, ali na blazini, ali pač ni, da je zdaj to samo to, kar pač jaz znam pa delam, pač delam to že veliko časa, tako da znam tudi druge metode, ki niso klasični pilates, tako da težko ti rečem, kaj bi se konkretno odločila. Najbolj bi se odločila glede na pač posameznika tisto, kar bi rabila, kar sem ti pa hotela reči delati okrog poškodbe, pa ne mislim samo v smislu, da seveda pač vsi delamo na ta način, ampak mislim tudi na ta način, da ne maram pristopov, kjer se pač veliko ukvarjamo s poškodbo. Ti imaš pač zdaj to, ti ne smeš to. Se pravi to, da je pač... Ti mu hočeš pokazati, kaj lahko. Tako. A veš, ni mi všeč to, da je v bistvu glavni fokus treninga to, da pač ima on išias, ker pač tega je zelo veliko in se mi zdi, da s tem psihološko pač naredimo na človeka še pač hujši pritisk, kakor če bi enostavno pač skušali, zavedam se, da je to tukaj, slišim te, vem, da ni fajn, razumem tvojo bolečino, kar dejansko jo, res jo,
ker sem jo izkusila na svojem telesu, mogoče ne v obliki išasa, ampak pač drugih stvari, ki imam sama težave. Tako da res razumem bolečino, hkrati se mi pa zdi, da je treba delati z njo. Ja, ne se predati, pa se potem ukvarjati z njo. Pa ukvarjati z njo non-stop. Jaz pa ne morem normalno zaradi tega, ker pač... To je definitivno napaka veliko ljudi, ki jih tudi dobesedno postanejo sužnji svoje diagnoze. Tako. No, in tega ne želim, tako da pač na ta način res ne delam, da bi ful poudarjala. Kaj pa je sicer Pilates, ki ti delaš izvorni Pilates, a je on, kogar sem spremljal pa gledal njegove objave, videe, slike, karkoli, je dosti tako kar advanced način, torej kar dosti napreden način neke gimnastike oziroma kontrole nad svojim telesom. Je on dosti delal drugače z ljudmi, ki so bili kar zelo v bolečinah ali pa tako poškodovani? Večinoma s poškodovanimi. Je pa pač imel takrat ta plus, a veš, da so to bili poškodovani baletniki, ki so pač dejansko bili v formi, tako da kljub temu, da so v bistvu bili poškodovani, je lahko veliko stvari z njimi. Ni bila to moderna sedeča populacija? Ja, ni bila moderna sedeča populacija, zagotovo ne. Se pa sama izogibam pač tega razmišljanja, da velikrat je bilo pač v sodobnem svetu, mislim, v sodobnem času izrečeno, češ klasičen pilates je pretežek za sedeče ljudi, mislim, tudi sama sem, ko sem začela to delati, me je bilo malo strah, kako se bojo ljudje na to odzvali, Ampak jaz mislim, da tako, kot vedno rečem, meni prva stvar je pač vzpostaviti nek odnos. Odnos pač znotraj katerega se pač človek na drugi strani počuti v redu, ki mi lahko zaupa in na podlagi tega pa lahko delaš zelo veliko stvari, čeprav najprej misliš, da ne. Jaz pač imam eno tako gospo, ki pač ima 2 hernije, eno operirano, eno neoperirano, ki je prišla k meni, pač nič ni mogla delati, zdaj delava skupaj 3 leta in dela praktično skoraj vse vaje na reformerju. Mislim, da samo še 200 nama ostale, ki jih ne dela. S tem, da pač ima še vedno občasno bolečine in takrat seveda stvari prilagodiva. Hočem samo reči pač, da se da ogromno narediti, velikrat si pa sami naredimo neke ovire, zato ker se nam nekaj takega v življenju zgodi in pa imamo a priori pač neko miselnost, da tega ne zmoremo, ali pa da ja, pač to zdaj ni za nas, ker mi pač se zdaj premalo gibamo, zato se moramo gibati, Tako, Mogoče malo... Ja, ne vem. Skušam tukaj ostati odprta čisto v smislu, da pač delamo v sposobnostih pač našega telesa, po večini je pa telo sposobno mnogo več, kot mi damo od njega, Tako. Na ta način. Ja, definitivno. In tudi na ta način človeku pokažeš, pa ga psihološko nekako dvigneš. To je neke vrste tudi psihološka terapija. Ja, mislim, ona je drug človek, odkar z mano trenira. Zato, ker pač je dobila nazaj voljo do življenja, ker pač prej kamorkoli je šla, so rekli, ja, to ne smeš, to ne smeš, to ne smeš. In pač je bila obupana, seveda, pač sploh če si ti prej v življenju, ne vem, ona je plesala balet, pač je bila ful sposobna telesno, pa se ti nekaj takega zgodi in pol te nekdo obsodi, veš kaj, predklona nikdar več v življenju ne boš smela delati, In pač valjda si obupana, vsak bi bil. Tako da se mi zdi tako, a priori nisem valjda lahko vse delamo, sploh ne, zagotovo z marsikom tudi marsikaj ne bom nikoli delala, od tega. Sam se ne omejujem v tem, recimo, redko pač skušam pač predvideti, tudi prej, ko si ti šel gor, recimo, je bilo sem rekla na glas, pač tega sicer ne bi rekla na glas, mogoče pač to bil en tak laptus, pač sem s tabo tudi sproščena, pa te stvari rečem, bi mogoče pa vse pomislila, pa pač vaje sploh ne bi dala, ali pa bi enostavno pač probala, Ko sem rekla, najbrž pač te ne boš mogel, No, se to je odvisno od posameznika, To pa, ko spoznaš posameznika, veš, da pri nekaterih je to spodbuda, Ja. Pri nekaterih je pa to potlačenje, Ja, ampak se trudim pač ne v teh okvirih operirati, če se da. Tako, skušam poskusiti pa videti. Ja, to pa sigurno, da vnaprej ne rečeš nekomu, ki pride k te, pa ti, ne vem, plača za uro, pa to pa ti rečeš, ja, se tega pa ti ne boš mogel. Ja, vse to hočem reči, ali pa tole pa res ni za tebe vaja, Mislim, v resnici je vsaka vaja lahko za tebe, samo mogoče še ni ta prav trenutek za njo. No, vidiš, tako. Ja, nič, danes sva sem imela kar konkretno izmenjavo oziroma pogled v klasični pilates. V Sloveniji vas je koliko, ko delate? Ne vem. Ne vem, si rekla, da ni to razširjeno, zato. Mislim, skupinca nas je 6, ampak zdaj imam še ene par inštruktorjev, ki se tudi z mano učijo, pa še ene par jih je, ki se pač druge izobražujejo. Tako da jaz mislim, da jaz bi rekla od oka enih 15, mogoče. Je pa pač seveda odvisno pol v katero smer, kateri pač raziskuje. To, kar se pa večinoma dela kot pilates, si pa mi Pezanč rekla, pa v bistvu ni klasični pilates, je pa bolj neka mešanica. Contemporary pilates je pa... Neka mešanica plesa, ali kako se... Mislim, plesnih
učinkov noter, ali kako popraviti. Mislim, to je čisto moja ocena, to ni nekaj, kar nujno da drži. Jaz sem pač po opazovanju določenih korekcij pač bi rekla, da je možno, da so le te prišle iz plesa. Kdo je bil začetnik Contemporary Pilatesa, je v resnici ful težko reči, je pa dosti bolj razširjen v Evropi kot v Ameriki. Tako da jaz mislim, da ko se je pač zadeva prenašala iz Amerike sem, pač so ti učitelji določene stvari naredili po svoje. Zakaj? Mogoče zato, ker so mislili, da so boljše, mogoče zato, ker jih niso znali čisto narediti, kot so se jih učili. Kaj pa bi rekla, da je bistvena razlika, ker Pilates vsi poznamo ali pa tako iz tega stališča Contemporary Pilatesa. Razlika je v tem, da Contemporary pač uči gibanje iz centra, ki je pač neko statično področje, iz katerega gibamo, medtem ko je v klasičen Pilates pač razume center kot gibanje celotnega telesa iz centra, ampak ne fizično v smislu nekih mišic, ki jih mi stisnemo, ampak bolj v smislu tega, kar sva danes probala. Tu je iztrečaka, nas pravi neko aktivacijo, povezanost in v bistvu pol neko to primarno, če hočeva, živalsko gibanje. Contemporary Pilates smo torej bolj gledali na stiskanje, bracing, pa na neko rigidno jedro bolj. Mogoče malo bolj blizu pač, fizioterapevtskemu pristopu. Kar pač posledično, po mojih izkušnjah, sproži veliko restrikcij pač v hip fleksorjih. Pač tako, na nek način tudi zgubljanju neke moči. Pač moja izkušnja v mojem telesu bila taka, nočem reči, da to za vse ljudi velja, ima pa absolutno tudi pluse, da se razumeva. Kot so pač zelo subtilna zaznavanja določenih predelov telesa. Medtem, ka tega tukaj ni toka, kar si opazil. Se ne ukvarjam neki z lopaticami pa takimi stvarmi. Bolj gledam, je zdaj cela linija povezana ali ni. Dobro. Nič, Barbara, hvala ti za te obrazložitve, pa hvala ti za trening. Hvala tebi za obisk. Marsikaj od tega mi je bilo seveda novo, zanimivo in bom probal zdaj tudi, če sem prav razumel te stvari, malo prenesti na svoje vadeče, pa da vidim, kakšni bojo občutki in učinki pri njih. Super, sem vesela. Tako, vsi ostali pa, ki nas spremljate, pa seveda se lahko oglasite tukaj v Trzinu, pri Barbari, da bo vse v življenju teklo gladko. Kot namazano. Tako namazano, pantarej, po grško. Tako da nič, Mehanik Hrta z vami in se vidimo v naslednjem prispevku. Živjo.